In kot obljubljeno, vedno je prav posebno doživetje, ko se lahko pogovarjamo z njim in vedno nam je to še posebej v čas. Bine Volčič, dobro jutro. Ja, dobro jutro, za me je že kar skoraj dober dan. No? Kaj šele za nas? Ja. Recimo z Prekmurja sem, se pravi, si vstal kakih 6. Ja, glih neki tacga. No. Tak, ja. Eno uro. 2 uri za nami, se veš. Ja, baš. Kaj, pa zdaj že dober večer? Ja, skoraj. Bine, povej, kako je, preden gremo v osnovno materijo, zaradi katere smo tudi te povabili v studio danes. Kak je v Prekmurju, kak je Monstera posestvo, kako tečejo stvari? Zdaj kako leto, odkar smo nazadnje debatirali? Ja, res je, koliko eno leto nazaj, sem bil nazadnje tukaj. Ja, stvari grejo sam še na boljš, no? Kar je dobro, ne? Ja. V glavnem, na našem posestvu smo veseli, srečni, vsak vikend imamo goste in to je lepo. Vse tako kaže, no, da zdaj po 2 letih pa pol, kar delamo, da je ta koncept, ki sva si ga s Katarino zamislila, da je očitno ta prava smer, da je ta prava pot. Ljudje se očitno radi družijo, še zmer so radi za isto mizo, radi jejo, ja, absolutno. Radi dobro vino pijejo, ne? In kaj češ drugega? Tega na Monsteri očitno na pretek. Ja, absolutno. Mamo. Naj povem zdaj, da je Bine še prej izven etera povedal eno zanimivo stvar, da je verjetno ta trenutek pri 45 letih v svoji najboljši fizični in kar je še pomembneje, kuharski kondiciji. Ja, veš, dobro si se zapomnil, to sem čistko uspodomenil. Ja, v bistvu moram reči res, da se zdaj počutim veliko boljš, kot sem se počutil recimo pred 20 leti ali pa 15 leti. Ne vem, life si malo umiriš, malo si ga strukturiraš, pri teh letih že malo veš, kaj hočeš, pa česa nočeš, a ne? In tudi gladko zdaj lahko rečeš, sorry, ne, tega pa ne bom, zaradi tega, ker mi do tega ni. In si v bistvu posledično tudi nek stres zmanjšaš. Ja. Malo več na sebi začneš delati, veš, malo športa, malo narave, ful je popularen na Goričkem agrofitness, sekanje drv, ta vikend je bilo kidanje, tako da... Pa greš na agrofitness? Ja, moraš iti, nimaš izbire, veš. Ne, če si tam, glej, zdaj pa če treba, ne. Ja. Je super, da se to vrača nazaj k koreninam, pa tudi verjetno zdaj vse recepte že znaš na pamet in točno veš, tako si jaz to predstavljam laično, ne, kak pa kaj pa kje in ni treba si več tokrat razbijati glave, tudi kar se inovacij tiče. Ne, kle ni res, ne, kle se ne strinjam s tabo čisto. Ampak ja, cool, dobro razmišljaš vsem. V bistvu, jaz sem prej vedno imel neko ekipo za sabo, nek tim, ki sem jim povedal, kaj želim, kako naj delamo, malo sem probal, kakšen krožnik, sem rekel, super je, gremo tako naprej, ne. Ko pa enkrat ostaneš sam, a ne, se moraš pa spet nazaj spomniti, kako je zdaj že to gre, a ne? A ker niso šefa pa ekipe, ne? Ja, tukaj sam sebi delegiraš potem, no. Ampak res je, da mi delamo res samo za vikend in imam jaz cel teden čas razmišljati o tem, kaj bom kuhal, kako bom skuhal, ven grem, vidim, kaj raste in na podlagi tega potem naredim. Ja. In pol razsekaš kakih hrast, vmes pade ideje, skidaš kako štalo, agrofitness in se, ja, bravo. Jaz imam zelo prijetno službo drugačno, če lahko temu sploh služba rečem. Veliko kuham sam, cel teden imam časa, da si sestavim jedilnik in potem za vikend kuham za 12 ljudi in to je to, brez stresa, čisto v miru in najbolj možno sproščeno. Ker je samo 12 ljudi, pa je to taka mala družba, si taj tudi dobil kak feedback od gosta, da ti je dal neko idejo, to bi pa tudi lahko skuhal, da so prišli pa, kaj pa si že to probal ali pa take ideje? Jaz sem zmeraj sem odprt do stvari. Ja, sej, kakšen mi da idejo ali pa sej se ponavadi, ker se zelo sproščeno pogovarjamo, ne? Tudi včasih sam rečem, no dobro, tole je sej super, a ne, se vem, da je vam všeč, ampak jaz nisem čist najbolj zadovoljen. Pa začnejo to drugi razmišljati, ne, pa mi malo dajo ideje, komentarje, pa to in iz tega pa lahko zrasteš in naslednji vikend je potem že malo to se je pa on je Avstrijc zadnji. Jaz ne bom zdaj, ker o revolucionarnih idejah govorimo in k bistvu te revolucije prehrambene, ki se dogaja pri Binetu, do tega še pridemo, bomo naredili en krajši glasbeni premor, ampak ena revolucionarna ideja, Bine, če dovoliš, hrenovka,
pečena, 2 vmešani jajci. Nič ne reči. Vem. Ne. To je... Naš šef Bine Volčič je gost v tem studiu. Bine, še enkrat dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Okay, in na Binetovem posestvu Monstera, ki v Prekmurju ponuja res unikatno, butično, kulinarično, gastronomsko in enološko doživetje. Sem prav rekel? Lepo. Hvala lepa. Se dogaja tudi ena prehrambena revolucija. In moram povedati, da sem jaz Bineta in ženo Katarino srečal enkrat na enem dogodku v okolici Maribora in takrat sem rekel: Bine, kaj zdaj, že imamo kobilice za na krožnik? Pa rekel, malo še je počasi, ko bo tako daleč se slišimo. In ja, o tem govorimo, o torej proteinih iz... Ne, daj sam povej, ker bom jaz rekel neko stvar. Po domače lahko rečem, govorimo o črvih, ne, ja, okay. O ličinkah. Okay. Ampak ne, temu ni tako, vse vem, ljudje hitro tako rečejo, zdaj se pa pri Binetu to dogaja, zdaj pa on streže črve tam gor. Ja. Ne, ni res. S Katarino sva dela enega projekta, ki dela v raziskavo o ličinkah hroščev mokarjev za prehrano ljudi. Okay. Zdaj vsi vemo, pol sveta se že prehranjuje s tem, cela Azija je na tem in to tistka potuje, verjetno tudi proba. Ja, no, midva se s tem nekako spogledujeva že cirka 15 let, ko so eni fantje tam okolice Kranja naredili enkrat nek startup, neko zgodbo nekih proteinskih ploščic in so uporabljali to moko, ličink mokarjev. In takrat je nama tudi zasvetla lučka in sva začela malo raziskovati to zadevo in dejansko sva ugotovila, da je to najbolj okolju prijazna pridelana živalska beljakovina. Se pravi, ti rabiš relativno malo prostora, da dobiš nek protein, ker mokarji imajo tam okrog 65% beljakovin. Aha, to je ful, Nekaj je maščobe, nekaj je pa hitina potem tudi. Ne? In kako potem to vključiti v prehrano ljudi, valjda in kupenega probavanja. In midva dobiva te ličinke že zmlete v moko. No, to smisel, to smo se spraševali. Ne, ni teh črvov. Ni to v Ajmarju, ki še vse leze. Vem pa cel postopek, kako se to naredi. Se pravi, oni so gojeni v kontejnerju, v ladijskih kontejnerjih, so ekološki, 100% ekološki, ki se prehranjujejo samo z ekološkim korenjem in ekološkimi ovsenimi otrobi. Okay. Čisto. Kakšen dan pred kolinami jih stradajo, a ne zato, da se sprazne črevesni trakt, kako bi rekli, in potem jih šokirajo na minus, ne? In s tem jih tudi pokončajo. Okay. Potem pa se peče to v pečici 15 minut na 150 stopinj. Nareš, pravim. Ja. Ne, pač glih tok, da se spečajo in tudi lep fond dobijo in postanejo hrustljavi. Potem se pa to zmelje in postane moka. No in ta moka se potem uporablja naprej v... Zdaj, če bi moral primerjati, recimo, ne vem, en steak, ko govorimo o beljakovinski vrednosti, ker vemo, pač pomembno je, da imamo nek določen odstotek vseh teh hranil v svoji prehrani, pa potem recimo iz mokarjev pač izdelki. Zdaj v samih številkah bom zdaj težko govoril, ampak če zelo nekako kmečko pogledamo, poenostavimo, vemo, koliko recimo krave rabijo ene površine, da se pasajo in da potem mi dobimo to meso in da potem dobimo toliko beljakovin in tudi kaj krave recimo naredijo za okolje. Dobro, zdaj je veliko govora o tem segrevanju in o onesnaževanju in bla bla bla, ampak nekaj je pa tudi res. Ja, absolutno. No, pri mokarjih tega ni. Je zelo varno okolje, čisto okolje in nič ne škoduješ naravi. Kaj se pa da vse iz tega narediti? No, to je pa to, kar je zdaj v bistvu še ugotavljam. Jaz sem do zdaj naredil neka 2 prigrizka. Nič kaj dosti več.
Ni zdaj point v tem, da bi zdaj rekel, zdaj bom pa črve jedel, ampak gre se dejansko samo za beljakovino. Tudi ne iščemo nekega hudega okusa, čeprav je moka teh mokarjev je dobra. Lahko bi jo primerjal malenkost s praženimi mandli oziroma pečeni krompirjevi olupki ali pa kokice, tako, nekaj v tem govorimo, ne? V tej paleti okusov. Super. Ja, vidim, da si prinesel tudi nekaj za probat, ne? Ja, glih tako za foro, ne? Ker ljudje si res ne predstavljate, kako zdaj to je, kakšen je to zdaj okus. Jaz sem pripravil čist klasične maslene piškote, na sladko narejene. Ni nič drugega noter kot to, kar mora biti maslo, moka, jajc, ne? Pa 20-25% je te mokarjev noter. To je namesto mandljev, recimo, ne? In bi bil ful vesel, no, če probate. Zdaj bomo z veseljem. Res dajte mi komentar. Tisto, kar ostane v pol okusu, boste čutili, boste okušali mokarje, no? Mokarje. Ja, ker mene je bilo malo strah, da jih, smisel, da jih kupuješ Mr. Peto, tako jaz za mojo bradato agamo. Da si moraš s tem obadati. Ja, se dobro, se v Mr. Peto jih imajo tudi, ne? Sam jih niso pa primerni za ljudi. Mokarje jemo. Normalen piškot je. Se to, ne? Tukaj so te predsodki, ki rečeš, šit, zdaj so pa črvi, zdaj pa tako, daj probaj, pa daj, ker je vse v naših glavah, ne? Gled, če mi ne bi povedal, jaz... Ja, valjda bi še ene 5 jih vzel, ne? Pa tudi nekaj, da so še... Ne, ampak ne veš. Ne veš, ampak to, kar ti daje okus, ne? Nek okus imate zdaj v ustih, ne? In to je okus mokarja. Resno? Je prijeten, ne? Ja, no, sej. Ni napačno, mislim, čisto okej. Ja. Zdaj bi lahko mogoče celo surove, ne zglete, probala. Mokarje? Ja, tisti so sploh dobri tudi. Ko so pečeni, ne mleti, so ful dobri, ful okusni. Vidiš? Ja, res. Te pravim. Ja, torej, naslednji korak je to. In zdaj, kje in kdaj in kam nas bo to pripeljalo, Bine? Vse to. Kdaj lahko to pričakujemo, da dejansko bo do neke mere nadomestilo pravzaprav? To je ful težko reči, no. Ampak mene to, tako kot sem rekel, to me zanima že 15 let in verjamem sam, da je to hrana prihodnosti. Ja. Zdaj to ne pomeni, da zdaj bomo šli pa v restauracijo, ko bomo tako kabulonez dobili omako iz črval, ne? Ampak da se ne ponavljam, ne? Govorimo za to, o beljakovinah govorimo, to, kar je pomembno za nas. Ne vem, zdaj mogoče, ker delava s Katarino ta projekt, se bo malo začel bolj govoriti o tem. Absolutno. In ko se bo ta projekt zaključil, bo verjetno tudi malo ugasnilo vse skupaj, pa bo kakšno leto, 2, 3, 5 minil, pa bo to spet nekako prišlo ven, pa bojo ljudi rekli, se dobro, se to je pa že bilo, a ne? Ja. Tako da ni več to toliko novo, ni več to toliko bau. Tabu, ja. Ampak s tem ogromno naredimo v bistvu tudi za samo okolje in čist nič ni narobe, s tem gre samo za barijere, ki so v naših glavah. Drugače pa v četrtek 5. marca o 5. bo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu v Murski Soboti tudi eno posebno predavanje, če koga zanima še več o tem. Ja, to bo predavanje, škoda, ker ni Katarine tukaj, da bi malo več o tem povedala. No, v glavnem pride Davorin Tonklin, on sigurno ta, ki v bistvu dela te sisteme za gojenje mokarjev in tudi on prideluje moko zaenkrat za naju. Pa mislim, da še en profesor iz biotehniške... Tako, dr. Eugen Benedik, ki vodi Inštitut za prehransko programiranje. Katarino na vezi, a ne? Ja, veš, da vem, kak je, tudi jaz, če grem mi žena, vse pripravi, da ne, pa jaz frajer izpadem. Ne, vse tak je. Ja, Bine, super, mi smo izjemno veseli in počaščeni, da smo lahko to probali. Daj, ne, pa zdaj ste... Jaz sem tudi htela. Še lahko. Imamo še kakaj? Tukaj so, kar postrežite si jih. Ja, in je super, da sta za oba s Katarino še naprej v tej špici, da razvijata to. Predvsem smo pa veseli, da Monstera deluje, cveti in da je to en tak super projekt, ki bogati ne samo Prekmurje, ampak tudi Slovenijo in naš konec Slovenije nasploh, ne? Jaz mislim, da s to spremembo, ki so jo naredila pred 3 leti, ne, da so prišla na Goričko in Monster odprla,
sva si toliko prišparala in enega stresa in odprla več časa za sebe in sva postala bolj kreativna in razmišljala dosti bolj za naprej in zaradi tega se potem rodijo tudi take projekte, kot se je ta z Mokari. In zdaj se veš, vsaka stvar ima svojo ceno in cena tega, da si ti danes tu je, da te lahko Ana in Jeger vprašata nekaj o kuhanju. Ajde. Smo rekli, zdaj, če imamo mojstra tu, ne? Ana, izvoli. A ja, se izvolim? Ja. Aha. Dobro, danes imam ravno na spisku eno gobovo omako, pa me zanima, če ima... Za kosilo, pa me zanima, če imaš mogoče kakšen nasvet za tisto piko na i v gobovi omaki, recimo za zrezke. Veš, kaj je ful dober? Povej. Verjetno imaš zmrznjene gobe ali pa boš šampinjone uporabljal? Šampinjone. Okay. Če imaš možnost dobiti še malo suhih jurčkov, jih sam dej še malo tako noter, da oni spustijo še tisto svojo, a veš? Piko na i. Ja. To je zmeraj dobro. To je taka med nami. Samo med nami, absolutno. Med nami, taka kuharska vegeta. Suhi jurčki. Hvala lepa, Bine, bom probala danes. Ampak res, 1, 2, 3, 4, evo 4, veste. Ja, in noben drugi, res je. Jeger, ti kot priložnostni kuhar? Priložnostni, jaz zelo malo kuham, res zelo malo kuham v življenju. Jaz imam ženo, ki pa res zelo dobro kuha, ampak ima en problem. Ona? Tebe. Ja, ima dobro tudi mene, ja, ampak ima še drugi problem, torej, da nikoli ne ve, kaj naj kuha in me vedno sprašuje, kaj naj kuham. Je pa velika ljubiteljica oziroma oboževalka Masterchefa, tudi tebe je spremljala in daj mi zdaj ti povej, kaj naj moja draga jutri kuha, pa da jaz pridem domov pa rečem, veš kaj? Ko te enkrat vpraša, da enkrat moški ve, kaj odgovoriti, ne? Ne, da pridem domov pa rečem, Bine Volčič mi je rekel, to moraš narediti. To je super, zdaj si ta stres name dal, ne? Da ima zdaj 5 sekund, da odgovoriš. Ne vem, če ti bom znal odgovoriti na to vprašanje. Ali nekaj na hitrco, veš, ko se naredi, ko priješ domov službe? Ne vem, dej hladilnik odpri, pa poglej, kaj not zmeč ven, tist, kar je kar bo jutr za stran, pa... Mleto meso, mama. Ja, super. Veš, kaj ti ženi reče? Nared, svaštaraš. Svaštaraš, pa vsega malo noter. Ja, to je to. Evo, rešene. Hvala lepa, Bine. Svaštaraš, genialno. Bine, še enkrat hvala lepa za obisk pri nas v tem studiu. Hvala, da smo lahko probali to inovacijo. Še naprej se pravim s Katarino Harajta in ko bo kaj novega, upam, da se spet vidimo, da prideš mimo in predstaviš. Hvala lepa za povabilo. Upam, da še kdaj v vaši družbi res super. No? Ja, absolutno. Pa v tvoji, da smo se najbolj. Hvala.